Ponedeljek bil precej resen sejemski dan, a začnimo s spomini. Z nekdanjimi slovenskimi ministri, ki se jih aktualni tukaj spomni vsako leto, ter spomini prvega in dvakratnega. Lepi, ker smo tudi težke stvari kar uspešno reševali. To je lepo, dokler lahko zraven prideš. Spomnili pa so se tudi nepogrešljivega sodelavca, prijatelja in človeka, gospoda s črnim klobukom in kravato, ko je spremljal in ocenjeval, ali se z elitno konjsko vprego in družbo zapeljal prek sejmišča, Lojzeta Slaviča. Doktor Slavič je bil na sejmu 4 desetletja tisti, ki je vodil strokovne razstave, ki je pisal uvodnike, ki je pomagal pri ocenjevanju živali, ki je naredil številne projekte in ideje, ki so se uresničevale v teh 4 desetletjih. O varni hrani takrat še niso govorili, zato pa zdaj. Zanjo jamči zakon, praksa pa. Država, varuhi potrošnikov in stroka so enotni. Berite, kaj piše na embalaži. Sprašujte, zahtevajte, bodite obveščeni. Kako, predvsem pa katera aplikacija naj bo, pa vsak po svoje. Varna hrana je pač neka obveznost države oziroma vseh tistih, ki skrbimo za prehrano ljudi. V tistem kontekstu, kaj pa je zdaj pametno pojesti, pa koliko pojesti, tu pa se razlikujemo. Vsekakor je ključnega pomena, da potrošniki o tem dovolj vejo. Mi bomo jeseni tudi predstavili specializirano spletno stran z informacijami za potrošnika s področja varnosti živil, kaj je pomembno. O nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano, predvsem pri trgovcih, govorimo šele 4 leta. Zdaj imamo tudi novi zakon, tudi po zaslugi prvega varuha. Dajmo prakse preprečiti. Ni to pomembno, da jih sankcioniramo, dajmo jih preprečiti, ampak vendarle zakon je v sebi prinesel tudi nov nivo pri sankcioniranju, ne glede na to, kako je neko podjetje veliko ali majhno, ki izvaja nepoštene prakse, je za vsa ta podjetja kazen enako vzgojna oziroma enako boleča. Še o hrani imeli smo prvi strokovni posvet ob dnevu gastronomije. Prepričujemo javnost pa svoje člane, da se povezujejo in da vidijo, kakšno priložnost imajo v tem novo razvoju. Se pravi, da Slovenija ne bo razvijala gastronomije za manj ali na akademski ravni ali na marketinški, ampak da se tudi na terenu vse gostilne in ponudba v njih dvignejo na višjo raven. Na višjo raven pa prihajamo tudi ob pomoči satelitov. Zdaj imamo njihove posnetke tudi za kmetijsko rabo. To so novejši sateliti Sentinel, ki omogočajo ogromno funkcij, se pravi sledenja, pomoči kmetom. Predvsem je mišljeno, da bi v prihodnosti država in kmetje komunicirali med seboj, da ne gre samo za nadzor, ampak za medsebojno pomoč. Brez pomoči pa poskušamo ostati, ko žagamo, zato žagajmo varno in si zapomnimo dvoje. Pravo orodje, s katerim se dela, torej ki zagotavlja vse varnostne standarde, in pa drugo so osebna zaščitna sredstva. Seveda ne smemo pozabiti tudi na usposobljenost. Za konec pa malo manj ali še malo več stroke, kakor za koga. Tukaj, kljub vročini, kuhajo vse dni. Neznani, znani in najbolj znani. Iz domačih, torej sejemskih pridelkov.